Naslednje prenovljeno duplex stanovanje je odličen primer, kako pametno je s strokovno pomočjo prenoviti zapostavljena, degradirana stanovanja. Kljub manjši kvadraturi jim je uspelo učinkovito izkoristiti prostor in ustvariti prijeten dom, ki združuje estetiko in funkcionalnost. Tole elegantno in estetsko dovršeno duplex stanovanje je po svoji vsebini malce obrnjeno. Namreč tukajle v pritličju imamo osrednji bivalni del, nato nas pa v kletnih spodnjih prostorih pričaka pravi mali zasebni raj za počitek in regeneracijo. Živijo Jasmina, arhitektka, in Matej, lastnik tega stanovanja. Pozdravljena oba. Matej, najprej vi, prosim, povejte, kako ste našli tole čudovito duplex stanovanje in v kakšnem stanju je takrat bilo? Ja, žena sta bila na dopustu in ona je malo iskala po telefonu in je v bistvu naletela na to stanovanje. Sigurno najbolj privabila lokacija, zato ker imava 5 minut stran oddaljene službe. Na to se je nam zmenila za ogled. Ko so prišla v stanovanje, so pa takoj začutila to energijo, zelo dobro so se počutila in so vedela, da je to v bistvu stanovanje za naju. Je pa res, da so videla velik potencial v stanovanju, ampak so vedela, da pa ne bo mogla sama te zadeve rešiti, tako da so se potem tudi odločila za Jasminino pomoč. In potem, Jasmina, kako ste vi kot arhitektka videli ta potencial oziroma prvotno začetno stanje? Ja, ko sem prišla v stanovanje, je bilo v precej drugačnem stanju, kakor je zdaj. Zaradi tega, ker v bistvu je bil pritlični prostor precej razdeljen, kletni prostor je bil namenjen samo telovadnici, pa v bistvu nekim neuporabnim prostorom, kot je hodnik in kopalnica sicer. Imel je pa zelo veliko potenciala. Ja, in ravno ta potencial je bil tisti, ki smo ga obrnili nam v prid in izpeljali točno to, kar želimo. Lastnika sta ob prvem ogledu že sama dobila idejo, da bi imela spalne prostore v kleti. Po pogovoru z arhitektko pa jima je Jasmina to idejo še dodatno približala. Ker sta oba ljubitelja spa centrov, so se odločili, da v spodnjih prostorih v kopalnici uredijo še mali domači spa s savno. S preselitvijo spalnice v klet so v pritličju pridobili večji in bolj fluiden dnevno bivalni prostor. Pritlični prostor je bil pred prenovo namreč razdeljen na 3 dele. Z nekaj manjšimi gradbenimi posegi in odstranitvijo materialov jim je uspelo doseči enoten in bolj harmoničen videz pritličnega dela. Največ zapletov je bilo v kletnih prostorih. V današnji spalnici je bila namreč pod stropom rekuperacijska naprava, ki jim jo je uspešno uspelo skriti s pomočjo kaskadnega stropa in ambientalne svetlobe, ki prostoru doda pridih topline. Matej, kako bi opisali na koncu tale slog? Tako bi rekel malo, kot da je en tak prijetna hotelska eleganca. Je bilo kaj na tem? Točno tako tudi tukaj v bistvu povezava iz mojega poklica. Zaradi tega, kot nogometaš sem igral v mnogih državah. Posledica tega je, da so bila ženo tudi predvsem v hotelih in v bistvu tam so se nekako množila te hotelske elegance. Zato je tudi so videla smisel najinega doma, da bi se dobro počutila, da nadaljujemo v tem slogu. Tako da v bistvu sva svoje želje povedala Jasmini, ona je pa v bistvu ponudila svoje možnosti, katere so samo potrjevala. Kako pa vi vidite tole hotelsko eleganco? Ker verjetno je izziv, kako ravno njo narediti potem hkrati dovolj domačno. Ja, osnovno vodilo oblikovanja je bilo prvotno elegantna estetika z nekim subtilnim sporočilom hotelskega interjerja. Plan je bil tak, da z neko monokromatsko barvno shemo, zavesami, teksturami, tapetami, steklenimi površinami prostor zaokrožimo v neko harmonično celoto. Mislim, da je bilo stanovanje idealno za ta primer, ker ima visoke stropove v pritličju, ki namiguje na neko to odprtost hotelskih sprejemnih prostorov in hkrati nižji oziroma standarden strop v kletnih prostorih, ki namiguje na intimno in varno zavetje samih hotelskih svit. Tako nekako smo zapeljali in mislim, da smo kar uspešno to upravili. Kvadratura vseeno ni tako zelo velika. Na koliko kvadratnih metrih smo tukaj? Na 79 kvadratnih stanovanjske površine, poleg je pa še 50 kvadratov atrija. Glede na relativno skromno kvadraturo ste res veliko programov uspeli tukaj realizirati. To pomeni, da ste morali biti kar iznajdljivi pa izkoristiti res vsak prostor, predvsem v spodnjem prostoru, ne?
Ja, tako, ja. Vmes nas je med samim projektom presenetila novica o dojenčku, tako da smo del kopalnice namenili tudi previjalnem prostoru in prostoru za dojenčka. Se mi zdi, da se človek zelo varno počuti tam čist na koncu v tisti votlini v spalnem delu, ki ga vi imenujete kokona, ne? Mal za šalo. Kako se tam počutite? Kakšna je tukaj osnovna ideja? Točno tako, kot ste že omenili, počutimo se zelo varno, predvsem pa je najbolj pomembno to, da imamo ta mir in prijeten prostor za počitek. Še zdaj z najim 4-mesečnim dojenčkom mislim, da je to še toliko bolj pomembno in hvala Bogu smo uspeli urediti tako, da se v bistvu super počutimo. Ne? Hodnik v kleti je arhitektka oblekla v ogledala. Najprej zaradi optičnega učinka, saj tako prostor deluje večji, pa tudi zaradi konstrukcije same stene. Tam je bil namreč zob, ki so ga poravnali in tako izenačili s steno. Ploščice v spodnji kopalnici so obdržali, saj so ustrezale izbrani estetiki interjerja. Kopalnico so nadgradili še z enim umivalnikom in praktično omarico, s savno in prostorom za previjanje dojenčka. To je pa zdaj ta kokon. Ja, tako je. V samem prostoru se nahaja tison za mehkobo. Pod spuščenim kaskadnim stropom je rekuperacijska naprava z ambientalno osvetlitvijo, hkrati 2 bralni lučki, lebdeča postelja za bolj zračen efekt in asimetrične omarice za enakomeren dostop do postelje z obeh strani. In tapeta po steni, ne? Tako, ja, za pridih neke elegance, topline, ugodja v prostoru, hkrati se pa nahaja tam tudi garderobna omara za oba. In tale prostor prav zaznamuje tapeta, ne? Od tal prav do stropa. Tako, ja, izbrali smo nežne tapete z namenom poudarjanja tega dvovišinskega stropa, hkrati pa pritegnejo interes tako iz dnevno-bivalnega prostora, kot iz same predsobe na vhodu. Seveda, mora biti pa potem tudi eno dovolj markantno svetilo, ne, za tako velik, visok prostor. Tako, ja, to svetilo je bilo namensko izbrano, privablja poglede in hkrati ponuja neko ambientalno posredno osvetlitev ob večeru. No, tole pa zelo posebna majhna kopalnica. Ja, res je. Oblikali smo jo v tapeto, po stenah in po stropu. Bakrena barva se nadaljuje tudi v sami keramiki. Odločili smo se za tak netipičen stanovanjski videz kopalnice oziroma stranišča. Tukaj pa je skrita plinska peč, ki je morala ostati v tem prostoru iz funkcionalnih razlogov, seveda. Ena posebnost je pa hkrati tudi tale omarica za obutev, ki je oblečena v celoti v tapeto. Hrbtišče pa se spet poravna skupaj s steno, saj je zadaj spet konstrukcijski zob. Je pa veliko takih materialov, ki jih človek z veseljem malo poboža. Ja, res je, arhitekti smo znani po temu. V samem stanovanju smo plastili različne tekstile, zavese, tepihe, barve, tapete. Čeprav je monokromatsko, je še zmeraj zelo razgibano, z namenom nekega mehčanja in dajanja karakterja v prostoru. Vi ste se v svoji profesionalni karieri že kar veliko selili po svetu in usoda profesionalnega nogometaša je, da tudi veliko potuje, ne, menjava klube. A zdaj, ko si človek tako lepo gnezdo uredi tukajle doma, bo težje slučajno, če bo še kdaj prišla kakšna ponudba za tujino, zapustiti takle lep dom? Točno tako, tudi sam sem o tem razmišljal, ampak lahko rečem, da tukaj tudi imam tako srečo, da trenutno v klubu, v katerem sem izredno zadovoljen in vse kaže na to, da bom igral še kar dolgo, če bo le zdravje temu služilo. In ko sem v bistvu nekako sklenil sodelovanje s klubom, v katerem sem trenutno, Enka Bravo, da v bistvu nekako bi tudi zaključil kariero in potem nadaljeval z njimi, tako da v bistvu nekako sploh ne razmišljam o selitvi, kajti dvomim, da bi prišla taka ponudba, da bi to izpustil iz rok. Potem pa tako za ta dom kot za vašo družino en velik bravo. Najlepša hvala.